Pozdravljena na mojem kanalu. Ravno kar sem se pripeljal na Ptuj. Ziga se sprašujete, zakaj. Danes je napočil čas, po 2 letih se bo ta končno spopadla Pero Martič proti Franko Bajcu. To upam, da bo noro. Zadim lih notre, prej še bo par fajtov, tada bomo šli malo tisto pogledat, ampak mislim, da bo kar noro. Jaz navijam za Perota, rekla, da ga bo v 3. rundi knockoutno. Upam, da bo. Vem, da se je dosti pripravljal na ta fajt, tako da vsaka čast obema. Zdaj pa gremo na fajt, ne? Evo, zdaj pa dan po fajtu. Malo vam bom razložil, kako je vse skupaj to izgledalo za vse tiste, ki ste gledali fajt od doma. Bilo je fucking noro, ne? Bilo je noro, že vibe, ko sem stopil v dvorano, je bil, da težko odpišem. Pač res je mogli biti tam, drugače pa da na hitrecu povem, kaj se je vse skupaj dogajalo. Na začetku so seveda bili profesionalni fajti in nisem nekaj ful pričakoval, ker še nisem bil na takih borbah, vsaj v živo nisem nikoli gledal, ampak so me kar presenetili. Izstopala pa sta mi dva. Prvi je bil Haris Beširević, fucking mašina, ne. Že dela, ko sem videl, da je gor prišel, sem si mislil, če to ti ne dobro boksa, te pa tudi ne vem, kdo dobro boksa. Ko neki ulični fajter se je tam rezal, pač onega dobesedno stavko dol do podna, vsaka čas njemu, par klipov imam, jaz sem samo z odprtimi usti gledal, ker tudi vsaka čas tistemu nasprotniku, ko je noter v ring upal vstopiti, ne, ker jaz ne bi imel jajc za nobeni denar, da grem tja glavo nastaviti, da me tavče, ni šans. Tada vsaka čas v bistvu obema in seveda je tudi zmagal. Drugi borec, ki pa mi je izstopal, pa je Edin Sejdinović. Njega pa poznam, ker je iz Maribora, drugače pa z mojim kolegom trenira, z Rašićem. In da vam povem, njega sem že parkrat videl na televiziji, ko se je tepal in je dober, ne, je dober, ampak v živo je bilo čisto nekaj drugega, ker za nasprotnika je imel v bistvu slabšega za 3 lige. Edin je bil dosti boljši od njega in nasprotnik ni imel šanse in se je dobesedno z nasprotnikom malo igral. Ampak vse prav, če si toliko boljši, se špila, je probal knockouten. Pred največjim fajtom večera pa je bila mala pauza, kjer sem šel pozdraviti par influencerov, ko so bili tam. Naprimer Slovensko bodalo. Kdo bo zmagal? Jaz! Pa daj! 4 runde! Kaj? 4 runde! Daj nastavi mi kao mikrofon. 4 runde! Šel sem tudi do Kiki Familyja, ki mi je takoj začel groziti, kak me bo tam narezal v ringu noter. Kdo bo zmagal? Jaz! Ti tudi vlogaš? Valjda se je hecal, ne, ampak dobra fora bi bila. Mogoče v naslednjem boxing eventu, kaj ti veš, Kiki Family proti Jack in the Box. Ne vem, on je vseeno manjši od mene, ampak je starejši, torej močnejši, mogoče. Lej, mogoče, nikoli ne veš, Pero zrihtaj to, ne. No, do njega sem šel, potem sem še tam srečal tiktokerko, mogoče jo poznate. Slikal sem se z njo. Balantanova se je tudi na mene malo naslonila. Njen fant je bil zraven, oziroma, pardon, ne fant, njen kolega Žan Serčič je bil tam, da nisem upal nekaj najbolj stisniti, ne. Zdaj, če ne bi tudi njega stisnil, če je treba, ne. Mislim, trikotnik, samo nisem hotel tam pred vsemi. Ampak pustimo zdaj influencere. Najme zdaj važno tisti največji fajt večera. Pero Martič proti Frankotu. Vsi smo bili malo nervozni, ker nismo vedeli, kdo bo zmagal, ker vseeno, to je 50-50 šansa, ne. Zaradi tega, ker oba dva nimata pojma, ker v 3 mesecih se ti težko kaj naučiš. Ja, lahko se naučiš osnove, samo ko pa je ono hype, pa ko si nervozen, pa ko je prav fajt, pa vse to skupaj pozabiš. Vse boste videli, kako je bilo v fajtu. Oba sta malo pozabila, lahko se prav teps, ne. Vse razumem. Pol pa samo čuješ muziko, pa pogledam levo, pa vidim, da proti ringu že hodi Pero Martič in njegov spremljevalec Čale Sale. Trdo delo, čudin put, velik discipline, vaje, borilne veščine, skozi naprej serine, udarci, volja, vreče, krvava borba, top forma, eksploderam ka bomba. To je bilo kot v nekem filmu, oziroma kot da smo neki v Ameriki, veš, ko Mayweather hodi, pa 50 Cent zraven njega repa, ne, pač to je bilo noro. Vsaka čast obema za to idejo, da se to dobro speljala. Pol pa še prišel Franko Bajc, moram priznati, da je imel kar nekaj oboževalcev tam. Celotna Exatlon ekipa, mislim, da je bila tam, sem jih videl v njihovih dresih, malo cringe, ampak dobro. Ampak nobenega zdaj ne zanima, kako sta ona not prišla, zanima nas, kako se bo ta tepla. In da vam povem, ko se je začelo,
cela dvorana se je vstala. Jaz še nisem videl takega vibea, takega hypa, ko je bil noter v dvorani v zadnjem fajtu. Alo. Jaz sem se dobesedno, so mi noge tresle, pa ne zaradi punce, ampak zaradi tega, ker sem tako hudo bil nervozen, prisežem. Ker nisem vedel, kdo bo zmagal, ker boks je taki šport, enkrat te lahko vdarim, pa ti zaspiš, pa je konc fajta. Pa se ti najboljši, pa se mi eno udarec po sreči in tu nisem vedel, kaj se bo zgodilo. Ne? In glej, fajt je bil nor, Pero je že po 10 sekundah padel, ker ga je Franko lepo vdaril, body shot, po glavi gor, je padel, hvala Bogu se je vstal ta vsaka čas, da si to zdržal, ne, ker jaz bi spal ko mali froc na tleh, ampak Pero se je pobral pa dale boksa. Moram povedati, da oba dva nista bila dobra boksara. Ne morem tega reči, ker pol bom disrespektal prejšnje boksere, ko že več let trenirajo, da so prišli zdaj mogoče prvič v ring pred toliko ljudmi, ne. Ne, bila sta slaba. Valjda, kdo ne je bil slab po 3 mesecih, to je skoraj nič, ne. Ampak vseeno ali zaradi tega bilo zanimivo, ker sta bila slaba, ker to sta samo tukla se. Pero ga je tako zažgal, da je dobil chicken legs, Franko se je dalje boril, je Pero to zažgal, da je on dobil chicken legs, da se dalje boril. Teda vsaka čast obema, da sta sploh stopila v ring, ker jaz ne je imel jajc, razen proti Kiki Family ali pa Nick Vugi. Hecam se, ne se spet jokat Nick Vuga, no. Ampak respekt obema, ker sta prvo naredila taki šov, da dol padeš. Druga stvar, šla sta noter v ring, ko prava deda, pa se tukla. Veš, koliko jajc moraš imeti to, da ti dobiš rokavico od 100-kilskega deda na usta. Drugače sedel sem z parimi bokserji, z Edinom sem sedel, pa z enim trenerjem, ko prav trenira boks. Torej sedel sem s profesionalci in so sami rekli, da so bili šokirali, da dejansko sta se boksala, dejansko sta se borila, nista se nekaj objemala, pa ni bil to neki cirkus, ampak sta dejansko tavkla, kar je bilo najbolj važno. Na začetku druge runde pa se je zgodil incident. En fan je skočil gor na ring in Pero to naredil, kao da ga, ne. In mislim, da je to hitro obžaloval, ker je mislil, ja, lepo dol skočil, pa nazaj pobegnil, ne. Ko so se dva deda vstala tam, ker sem jo prav gledal, ne, sta se vstala, šla do njega. Sem vam videl, on ga je zgrabil, pa mu tako šamarčino zadnji stisnil. Vse po eni strani prav, to se drugače ne dela. To je malo neki disrespect, ker on vas sta vseeno v movementu, sta noter, veš, neki mentalite, imata fakt tekma, sta skoncentrirana, ne. Pa da prije nekdo pa te hoče hopnit, ne, ko pes. Ti ne, najbolj paše, ne, vse to je dobo po glavi, ne vem, kaj se je z njim zgodilo, nisem ga več tam gledal, ampak fajt je šel dalje. Seveda na koncu je nekdo mogel zmagati in nekdo izgubiti. Zmagal je Franko po sodniški odločitvi, nokauta na žalost ni bilo, ampak vsaka čast obema, tudi tebi Pero, tudi če si izgubil, si na koncu zmagal. Pa veš zakaj? In jaz mislim, da je cajt, da boš moja žena zavedla. Pero je Arijana na koncu zaprosil za roko in rekla je, a bi se poročila z vami. Idemo! Čestitke obema, bilo je edino smešno, ker Pero je valjda še bil malo šokiran od fajta. Vse je imel v glavi, kaj mora povedati, kaj mora narediti, pa valjda si malo bledle, ko ti dobiš 10-krat, 20-krat not v glavo pune šuse, ne. In jo je prvo pozabil vprašati, če se bi z njim poročila. On je šel dol in dal prstam v roko in se vstal in dalje se je tam zahvaljeval vsem, ne. Pol pa se je dal spet dol, pa joj, prstan ji moram dati, ne. Ta čestitke še enkrat. Pero dobro speljano, Franko dobro speljano, čestitke tudi VBO-ju, ki je bil glavni sponzor tega eventa, super ste zrihtali in pa vsaka čast organizatorom Campus Ptuj. Za dobro organizacijo sem zelo zadovoljen. Kaj praviš o tem? Pa vreja boja. Pa vse je bilo hype je bil, ne? Puj. Ne. Se nisem Gled, dece se režeta, gled. Ja, lahko. Nabita polna dvorana in pa na Perotovem YouTube kanalu v živo gledalo približno 16,000–17,000 ljudi, kar je rekord. In to je zdaj dokazalo, da tega radimo več v Sloveniji in nekaj takih eventov, ker folk to obožuje. In upam, da bo to zdaj organizatorja malo spodbudilo, da bo to postalo mogoče tradicionalno, da bomo kakšne druge youtubere noter zraven dali, ne. Saj ne pravim, da mene samo lahko bi, ne, magari med ženske youtubere, mene vseeno, lahko ženske, lahko je moški, lahko je otrok, ne, hecam se, ne tega. Če se pa vi strinjate, da radimo še več takih nekih eventov, kjer malo damo zraven Instagramere, TikTokere, YouTubere, influencere na splošno, v neke take boxing evente, stisnite like, pa napišite v komentar, da jaz to malo Pero to povem, ne. Drugače še ena zanimivost, Pero je rekel, da se dejansko ne spomni
kaj se je zgodilo zadnjih par trenutkov fajta, oziroma tudi po fajtu, se ne spomni. Zakaj? Ker to si tako hudo zmeden, ko te naruka v glavo, dobesedno ti spomin zbriše za nazaj, tako dejansko ti zbriše spomin. Drugače pa to je bilo vse na današnji video, vsaka čast vsem fajterom, vsaka čast vsem sponzorom, pa seveda lajkajte ta video, tukaj se subscribete na moj kanal, idite na moj Instagram in TikTok profil Jack in the Box Slow in pa Jack in the Box. To pa je to. Pa prosim, subajte se, ker toliko procentov vas ni subano, pa gledate moje videe, lepo prosim, no? Dio.